Kako ostati v stikih z bralci, predvsem z mlajšimi in tistimi, ki so obiskovali naše prireditve. Učili smo se pri najboljših, ustvarili pa vsebine po naših zmožnostih, ki pa smo jih marsikdaj na lastno presenečenje tudi prisegli. Tako je nastala knjižnica iz naslonjača, priučiti smo se morali skoraj do vsega. Skupaj s sodelavkami smo vam pripravili nekaj izstopajočih primerov dobrih praks. Pravljične rokodelnice, otroške kotičke, kjer starši in otroci skupaj berejo in ustvarjajo, pripravljamo v knjižnici že 3. leto. So nadgradnja kotičkov z barvicami in pobarvankami, kjer so se predvsem predšolski otroci radi zadrževali. Pravljične rokodelnice so namenjene prijetnemu preživljanju skupnega družinskega časa v knjižnici. Otroci pa poleg branja in poslušanja razvijajo domišljijo in urijo fino motoriko. Ko nam jo je zagodla korona, smo jih prilagodili tako, da smo material in navodila dali v kuverte, ki so jih otroci skupaj s tematskimi knjigami lahko odnesli domov. Otroci so potem izdelke prinesli v knjižnico, kjer smo jih razstavili. V času, ko so bile knjižnice zaprte, smo v Škofji Loki ustvarili poseben otroški kotiček tudi na spletni strani knjižnice. Otrokom so na klik dosegljive rokodelnice, pravljična joga, uganke in pravljice v MP3 in MP4 formatu. Ker pa se dobre ideje rade širijo, smo poleti skupaj stopile vse gorenjske splošne knjižnice. Porazdelili smo si delo, zato bo tudi v vaših knjižnicah vsak mesec na otroških oddelkih pripravljena nova rokodelnica in nov bralni izziv. V oktobru smo izdelovali knjižne kazalke in prebirali knjige o knjižnicah in knjigah o branju in pisanju. V novembru bomo lovili sanje z lovilcem sanj in prebirali slikanice s sanjsko vsebino. Zahvaljujem se Tini Opalk-Knaus, ki je dala rokodelnicam novo podobo, Kati Bevk, Sabini Šolar, Juretu Bohincu, Cirili Leban, Kati Hlede in Petri Divjak, ker ste pristopili k projektu in pomagate z idejami in urami dela. Se še spomnite časov, ko ni bilo telefonov in interneta in smo se sporazumevali samo preko pisem? Bi bili veseli, če bi vas v poštnem nabiralniku čakal paket, v katerem bi bila knjiga, katero boste lahko prebrali. Še boljše, v poštnem nabiralniku vas bi čakalo pismo, v katerem bi bilo ročno napisano sporočilo za vas. In še boljše, v pismu bi bile napisane porajajoče misli o knjigi, katero bi pošiljatelj prejel po pošti in jo prebral doma. Bi bili pripravljeni sesti za mizo, prebrati pismo in nanj odgovoriti? Takole smo s pismom, naslovljenim na obiskovalce prejšnjih čajank, ter preko spleta in elektronske pošte nagovorili vse naše uporabnike in jim ponudili sodelovanje v tako imenovani poštni bralni čajanki. Že nekaj sezon pred letošnjo smo v projektu Društva bralne značke in Jaka medgeneracijsko branje v sodelovanju s šolsko knjižnico osnovne šole Žiri sodelovali tudi v krajevni knjižnici Žiri, eni izmed enot knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. In tako sva skupaj z Nastjo Šink, knjižničarko iz osnovne šole Žiri, prišli na idejo, da bi naše druženje speljali malo drugače. Vsi zainteresirani so lahko izpolnili pristopni obrazec in tako potrdili sodelovanje v naši bralni čajanki, ki pa ni potekala v živo, ampak po pošti. Vsem prijavljenim so poslali paket, v katerem je bila knjiga. Zraven je bil priložen tudi naslov še ene sodelujoče osebe, kateri si poslal pismo, ki si ga napisal po prebrani knjigi. Lahko si pisal o vsebini knjige, lahko si napisal samo porajajočo misel ali pa z lepimi pozdravi zaželel lep dan in pismo poslal naprej. Seveda z lastnoročno pisavo. Tako so vsi sodelujoči napisali in prejeli najmanj eno pismo. In zares je prav lep občutek, ko te v nabiralniku čaka paket in v njem knjiga. Še lepši občutek pa je, ko v nabiralniku dobiš pismo, naslovljeno nate in je napisano lastnoročno in je namenjeno samo tebi. V bralni čajanki je tako sodelovalo 24 oseb, od tega 12 osnovnošolcev, kjer je bila najmlajša sodelujoča oseba stara 11 let in 12 članov krajevne knjižnice, kjer je bila najstarejša oseba že blizu 80. Odziv je bil neverjetno pozitiven, zato smo se odločili, da bomo letos tak način delovanja še izvedli.
Moja zadolžitev je priprava prireditev za odrasle, ki sem jo ponovno prevzela po večletnem premoru. Spominjam se, da sem si rekla, prireditev v fizičnem prostoru znam organizirati. Nimam pa niti najmanjše predstave o tem, kako naj pripravim neko vsebino v virtualnem prostoru. Priučiti sem se morala skoraj vsega, kar zadeva obvladovanje spletnih orodij in informacijske tehnologije, spletnih omrežij, snemanja, montiranja, promocije, oblikovanja. Januarja letos smo pridobili licenco za spletno orodje Zoom. Tako smo za kulturni praznik že lahko izvedli prvo prireditev v živo preko tega orodja z neposrednim prenosom na spletu. Beremo Prešerno in na glas. Pobuda je prišla s strani medgeneracijske skupine za branje na glas, ki je od začetka sezone prireditev delovala najprej v živo v krajevni knjižnici Trata, potem pa takoj prek spletnih orodij za srečanje Google Meet, nato Zoom. Prav tako se je na splet preselil bralni klub Divja Loka, ki se enkrat mesečno srečuje preko spleta. Ta skupina se je v Zoomu tako udomačila, da noče z njega niti zdaj, ko so že možnosti za srečanja v fizičnem prostoru. Za kulturni praznik sem planirala posneti recitacijo Prešernove pesmi v obliki filmčka in porodila se mi je ideja, da bi lahko v taki obliki ponudili eno pesem na teden našim uporabnikom. Toliko bolj spričo dejstva, da je poezija v naši knjižnici zapostavljena bolj, kot si zasluži. Tako se je rodila redna petkova spletna rubrika Vrtinec poezije. Pomembno se mi je zdelo, da oživimo YouTube kanal knjižnice, kjer bi lahko zbirali spletna gradiva, ki bi bila ohranjena in širše dostopna skozi čas in prostor. Zelo se mi je zdelo pomembno izkoristiti potencial družbenih omrežij in se preko njih bolj povezati z našimi uporabniki, predvsem v lokalnem okolju. Tako sem spremenila tudi koncept izbora vsebin oziroma gostov za prireditve za odrasle. Zelo sem se naslonila na lokalne aktualne vsebine in goste, med katerimi so nekateri tudi širše prepoznavni. Kasneje pa smo začeli sodelovati s kulturnim društvom Grablje iz Škofje Loke in v goste privabili še kar nekaj znanih, vsekakor pa zanimivih pisateljev, nekaterih iz sveta športa in literature hkrati. Težimo k temu, da bi čim več teh vsebin tudi posneli. K temu nas vabijo potrebe časa in tehnološke možnosti. Prireditve na spletu, ki omogočajo odloženi ogled, so dosegle tisti del naših uporabnikov, ki se zaradi različnih obveznosti ne morejo udeleževati prireditev v knjižnici, pa jih priteguje vsebina, ki jo ponujamo. Od teh smo prejeli tudi izrecne pohvale. Srečno naključje je hotelo, da smo lahko gostili tudi prve 3 uvrščene ustvarjalce in pravljice iz natečaja občine Škofja Loka za najlepšo otroško pravljico Škofje Loke in predstavili njihove pravljice na YouTube kanalu. Na prehodu leta je namreč izšla slikanica prvo uvrščene mlade pisateljice in ilustratorke Darje Čadež, Miška Rubi in Zlati list, ki jo je izdala naša knjižnica. Knjiga ni za prodajo, saj jo občina natisne za 4-letno obdobje kot darilo vsakemu novorojenčku v občini. Ljudi pa je zelo zanimala vsebina te slikanice in ponosni smo na to, da smo jo lahko predstavili širši publiki. Podcast je nekaj podobnega kot tematska oddaja na radiju, le da so podcasti dostopni v medmrežju v obliki zvočnih posnetkov in jih lahko preko aplikacije za podcaste poslušate, kadarkoli si to zaželite. Na podcaste, ki so za vas zanimivi, se lahko naročite in zvočne vsebine redno spremljate. Beremo skupaj. Knjižničarke priporočajo. Prvič, ker sama navdušeno poslušam podcaste in ker se mi je zdelo, da bi vsebine, ki jih pripravljamo knjižnice z veseljem, poslušala tudi na podcastih. Drugič, ker gremo v knjižnici v korak s časom. Kot zanimivost, podcasta naše knjižnice sta prva podcasta slovenskih splošnih knjižnic, poleg nas ima knjižnični podcast še CTK. Tudi vedno več knjižnih vplivnežev, tudi slovenskih, ima svoj podcast. V času korone in zaprtja knjižnic smo knjižničarke tuhtale, kako pravljice, ki smo jih v knjižnici pripovedovali v živo, lahko ponesemo do otrok. Skupaj smo prišle na idejo, da bi pravljice tedensko pripovedovali na lokalnem radiu Sora, s katerim knjižnica sicer že 15 let sodeluje z oddajo Beremo skupaj, kjer knjižničarke tedensko priporočamo knjige, ki so nas navdušile.
Ker sem sama navdušena poslušalka podkastov in ker so podkasti v razcvetu, sem predlagala, da bi zvočne posnetke pravljic in prispevke oddaj Beremo skupaj uporabili tudi kot vsebino za nov knjižnični podcast. Z radijem smo se torej dogovorili za novo radijsko oddajo s kitkom v svet pravljic, sodelavka Tanja, ki ima odličen radijski glas, je posnela jingle in februarja letos smo tedensko začele s pripovedovanjem ljudskih pravljic na radio. Do konca junija je 12 knjižničark posnelo 12 ljudskih pravljic. Z radijem Sora smo se dogovorili, da nam posnetke oddaj pošljejo v formatu MP3 in marca smo uresničili tudi idejo o knjižničnem podkastu. Na spletu sem se podučila o programih za snemanje podcasta in odkrila orodje Anchor, ki je odlična brezplačna platforma za kreacijo podcasta, saj omogoča snemanje in urejanje zvoka, opis epizod, distribucijo in promocijo podcasta vse v enem. Najprej je bilo potrebno narediti dobro zasnovo, kaj bo podcast vseboval, kje bomo dobili vsebino, kako ažurni bomo, opis podcasta, posneti je bilo potrebno intro, outro, oblikovati naslovnice. Ključna pri podcastih je struktura in kontinuiteta. Za oblikovanje, dodajanje vsebin, ažurnost skrbim sama, vsebinsko pa je zelo pomembno sodelovanje z radijem in pripravljenost sodelavk na oblikovanje vsebin. Ključna je bila tudi odločitev, da bodo vsebine, ki nastajajo v knjižnici, razni pogovorni večeri na spletu, recitacije poezije z gosti, literarni pogovori z avtorji, že naslednji dan dostopne tudi na podcastu. Nastala sta dva podcasta, podcast Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in podcast s kitkom v svet pravljic. Podcast s kitkom v svet pravljic je namenjen otrokom, vsak teden lahko otroci poslušajo novo pravljico o interpretaciji naših knjižničark. Podcast Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka pa je namenjen odraslim, vsebine so osredinjene na 4 rubrike in sicer Beremo skupaj, Večer s knjižnico, Vrtinec poezije in Pod lupo. S kitkom v svet pravljic. Vsako leto decembra loški umetniki in rokodelci pripravijo prodajno razstavo svojih umetnin in izdelkov. Naša knjižnica jim pri tem pomaga s svojim razstavnim prostorom. Ker pa nam jo je zagodla korona, sem prestavila razstavo v virtualni prostor. Uporabila sem platformo ArtSteps, v kateri lahko zgradimo trodimenzionalno galerijo. Najprej postavimo prostor, stene, vrata, tlake, nato dodamo obdelane fotografije umetnin. Akvarele sem najprej fotografirala, jih obdelala in nato postavila v prostor. Dodamo lahko tudi besedila, glasbo, še celo kakšno rastlino lahko postavimo v kot. Prednost take galerije je, da se lahko po prostoru sprehajamo. Se približamo umetnini, hodimo iz prostora v prostor. In seveda svojo galerijo delimo prijateljem. Virtualna galerija ne more nadomestiti prave v naši knjižnici, je pa odlično služila v času lockdowna, tudi kot sredstvo zbliževanja in povezovanja s skupnostjo. Avtorice prispevka Saša Ambrožič, Tanja Erlah, Neža Hribernik in Majda Treven iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka se vam za pozornost zahvaljujemo.